bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Ja, začeli smo tale januar, novo leto in vsekakor najbolj motiviran mesec za velike premike. Ravno zaradi tega konec meseca tudi organiziramo vikend za dušo, tokrat prvič v Tolminu. Jože Munih nas bo en dan popeljal do Grofove vode, do tega izvira in seveda ne samo do tega, še marsikam drugam. In pa veliko tehnik, metod, vsega možnega se boste naučili za zdravo in srečno novo leto, ker tega ne moreš kupiti, to si enostavno prislužiš. Se pa, če ste si obljubili za Silvestrovo, da boste kak kilogram dol spustili, pa če bi to radi naredili na zdravi način. Januar je pravi čas za začetek takega zdravega vitkanja in ravno zaradi tega Jelena Dimitrijevič tudi v tem času organizira tečaj vitkanja, ki bo potekal kar nekaj tednov. Več imate torej na klepetobkavi.si oziroma 026 200 230. Mi pa tale trenutek preverimo, kakšne energije bodo vladale v januarju. In v moji družbi en tak krasen, prečudovit šopek izjemnih žensk, vsaka na svojem področju. Na področju Feng Shuja Tanja Glažar, na področju indijske astrologije Tina Orov in v naši družbi tudi Aleksandra Winkler-Drole na področju karmične diagnostike in svetovanja. Dobrodošle. Tanja, ponavadi midve začneva. Kakšna živalca je ta mesec? Vol. A smo že slišali tisto, da greš kateliček skozi zaprta vrata? To je ena taka živalca. Čeprav navzven bomo delovali zelo fleksibilno, ker je tak yin les vol, mehak kot travca, navznotar pa čvrst, trden in nepremakljiv in to, kar si je zadal v glavo, to bo naredil. Kaj nalašč za začetek leta, ker smo še polni idej in novoletnih zaobljub, kaj vse moramo narediti. Spravi, energijska spodbuda je krasna. Ok, odlično. Astrologija, kaj pravi za mesec januar? Kar nekaj se bo dogajalo na nebu. Mrki bojo, ampak bo lepše leto, kot je bilo leto 2018. Tako da jaz vsakmu rečem, naj bo kar vesel in naj gre svojim novim izzivom in ciljem naproti. V času mrka nikoli ne vemo, koliko časa bodo te mrki trajali. Tako, kot ne vemo, polna luna, recimo, koliko časa se bo vpliv držal, ali 2 dni, ali 3 dni, ali prej, ali potem. Kakšen dan pride, kakšna luna, kar cel teden se nam zdi, da traja. Tu je tudi odvisno boljše od drugih planetov, ko so na nebu. Zdaj 2 taka datuma za januar, ki sta za mrke pomembna, sta 6. januar. Hitro. Ja, ki je sončev mrk in potem 21. januar, ki je pa lunin mrk. Tako da tu je tu, in se lahko čuti že teden prej te mrke, teden potem, malo bo bolj stresno, tako da jaz vsakmu rečem, naj se malo umiri. Odlično, v nadaljevanju te tudi vprašam, kakšna je razlika med luninim in sončevim mrkom. Aleksandra, januar si znova razdelila na 3 dele. Tako je, januar ima 3 energijske vplive in sicer prvi del januarja je na področju ekspanzije, širitve. To, kar smo si zadali za cilj, dajmo reči, da nam je uspelo si cilje zastaviti, ta prave cilje smo rekli take realne, v decembru naj bi bilo to nekje okrog 21. na najdaljšo noč, ki ima takrat največjo energijo. Bomo v prvih dneh, natančno do 10. januarja, imeli možnost razširiti. Se pravi, v prvih dneh januarja mi pokličemo tja, če želimo z nekom navezati kontakt, vzpostavimo stike, ponudimo svetu našo idejo, ne biti sramežljivi, ampak ne tudi pretiravati, pa ker bo to na testiranju je širitev, da bi nekaj razširili to, kar že imamo rast v sredini, se pravi od 10. do 19. je energija notranje moči. Na nas bo, ali občutimo to moč, to moško energijo, akcija, ambicija, uveljavitev na pravi način, ali pa smo toliko zelo na tleh potrti,
da pač čutimo pomankanje tega, a ne, in tlele tudi energija sonca, bi se reklo, kot najvišje avtoritete, božanstvo sonca pride točno med 10. in 19. januarjem, tako da računamo tudi na sončne dneve, da bojo v Tolminu. Jaz sem drugače rojena v Tolminu, tako da poznam to vodo, grofovo vodo, ja. Povem po resnici, da sem jo zelo malo krat šla pit, ker sem malo bolj lena, ampak čestitam, ki se boste tam najdli. No in nadaljujemo v zadnje dni v januarju med 20. in 19. je energija lepote, estetike, harmonije, ker je boginja Venera na karmičnem testiranju. Se pravi, če se počutiš lep, če se počutiš, da imaš lepoto, estetiko, takrat ti to lahko uspe. Če pa ti tega manjka, se moraš pa zelo potruditi, da bi si do tega dobil, do teh kvalitet prišel. Se pravi, takrat bo čas za samo negovanje. Zelo. In zakaj pravzaprav govorimo vse te stvari v oddaji Klepet ob kavi? Smem prebrati odlomek iz tvoje knjige, Karmični cikli. Ptice, selivke ujamajo pravi veter, da jih ponese daleč v tople kraje. Ribe v morju koristijo vodne tokove. Živali si pravi čas priskrbijo zalogo hrane in pripravijo bivališče za zimo. Človek pa se je v marsičem hotel oddaljiti od narave, jo poskušal podrediti in uveljavljati svoja pravila igre. To je odlomek iz tvoje knjige Karmični cikli. Mi pa smo z januarjem že začeli in odprli prvo stran novega priročnika Feng Shui, priročnika v obliki rokovnika. Tukaj je in nas že kar takoj lahko popelje po tem, kaj je primerno, kaj ni primerno v mesecu januarju. Tako, za vsak mesec spredaj je točno napisano, katera so tista področja, ki naj počivajo, katera naj bodo pasivna, in kar je pa še bolj pomembno, je pa področja, ki jih mi energetiziramo, ki jih spodbudimo. Januar je na splošno mesec rasti. Se pravi, začne se rast na vseh področjih, nekoliko bolj previdno v partnerstvo. Posebej za tiste, ki so rojeni v mesecu koze, vola ali psa. In letu in dnevu, ker v bazi astrologiji gledamo vedno 4 stebre. 4 stebre, ok. Drugače pa, če se ravnamo po ciklu narave, po naravnih zakonih, v tem ritmu lahko vidimo vsak dan posebej, zakaj je pomemben. Ali je dober za odnose, takrat za podpis pogodbe, za selitve, poslovne poti in tako naprej. Vidim zvezdico v soboto 5. To je čas za menjavo, torej, oziroma bo čas za menjavo mesečnih energij. Mi pa bomo tale trenutek pogledali, kateri so tisti aktualni dogodki, potem pa še bolj konkretno pogledamo, kaj pravi astrologija, to nam bo zaupala Tina Orel. Vabljeni na poseben vikend za dušo, tokrat v Tolmino na posebni energijski točki, kjer bomo med drugim pili tudi grofovo vodo, ki velja za nekaj posebnega. Slišal za kakšen dober izvir, sem šel premeriti, in tako močen ga nisem dobil. Je pa to tolminski grof tudi vedel, zato sem mu moral nositi tisto vodo na grad, da je on imel za pit. Se pravi, da tista voda je res izredna in izredno dvigne tudi naš energijski nivo takrat, ko jo popijemo. Na januarskem vikendu za dušo pa tokrat tehnike in metode za zdrav življenjski slog, ki jih lahko vnesete v vsakdanje življenje za zdravo leto 2019. Kajti najbolj pomembno je tisto, kar počnete vsak dan, zato sprejmite zdrave odločitve vsak dan. Vikend za dušo v Tolmino bo potekal od 25. do 27. januarja v hotelu Dvorec. Na vikend za dušo pa se morate predhodno prijaviti na 02 6200 230 ali preverite www.klepetobkavi.si. Še posebej se veselim torej tega vikenda za dušo, konec tega meseca, prvič v Tolmino. Tukaj pa vidim 5. januarja, zvezdica menjava energiji po Feng Shuiju, Tina 6. pa mrk. Ja, sončev mrk. Zdaj, kaj pomeni sončev mrk? To pomeni, da sta Luna in Sonce v istem znamenju, potem zraven so pa še vozli, Rahu in Ketu. Tu je taka malo bolj stresna situacija, ker kadar so vozli zraven Lune, ne vidimo situacije tako, kot bi jo mogli. Imamo lahko zamegljen pogled.
In zaradi tega je ta previdnost. Pri sončnem mrku so učinki podobni kot pri mlaju, samo da so bolj opazni, dramatični in v daljšem časovnem obdobju. Pri luninem mrku pa ponavadi te učinki mrka trajajo dlje, se jih tudi bolj čutijo. To pa pomeni, da so luna in sonce v nasprotnem znamenju. Vozla, rahu in ketu pa sta še zmeraj zraven, odvisno v katero znamenje pridejo. In potem tu se bolj pogleda v tranzitu, kako padajo na karto od človeka in se potem lahko točno pove, glej, tebi je pa ta mrk padel, ne vem, prvo hišo, ko predstavlja tebe, se pravi, bodi pozoren, vse, kaj boš delal, kako se boš sam se sabo obnašal, kaj boš vnašal v svoje telo, ali boš dovolil, da hodijo po tebi. Tu je en tak primer. Če pade recimo v četrto hišo, kamor je dom, bi lahko bile tam neke težave. Ali bi človeku tako delalo. Tako da tu treba pol malo pogledati, kam padejo te mrki in kje je treba podprti stvari. Se pravi, čist individualno, glede na to, kaj pravzaprav poveš, ko ljudje pridejo k tebi in si naredijo to astrološko karto in se tukaj notri vidi. Aleksandra, na kaj moramo biti nasploh pozorni v januarju in kje so tiste točke moči, za kaj je fajn izkoristiti? Zdaj takole je situacija. Zelo je odvisno od posameznika, kako je naravnan. Velja pa nasplošno za vse, da je prva tretjina meseca v kontekstu širitve. Se pravi, to, kar smo želeli, to, kar smo hoteli, to, kar bi tudi bilo dobro, da bi naredili, to naredimo v prvi tretjini. Če kdo ne more vztrajati na tem, da pretirava, naj raje odneha. Ker je svetovano, da človek, ki širi nekaj, kar škodi sebi in drugim. Lahko je to pesimizem, v najboljšem primeru, lahko bi karkoli dala za primer, naj to preprosto neha, ker ga bo motivirala, da bi tudi slabe stvari razširil. Govorice recimo. Se pravi, je širitev v prvi tretjini. V drugi tretjini je notranja moč, se pravi, na preizkušnji bo, ali zmoremo, ali imamo tisto notranjo moč, da se, lahko bi rekli, postavim zase, da speljem svoje ideje, da dobesedno manifestiram zamisli od ideje do izvedbe. Če kdo ne more, potem je lahko tlele razlog, da mu primanjkuje moške energije, jan energije. In ker je to božanstvo sonca, bi mu priporočala, ne lovi sončne žarke in ne se premakne z cone ugodja. Se pravi, smilec se sam sebi, oj bogi, sam jaz nimam družbe. S tem nič ne bo. In na koncu imamo tole božanstvo Venere, ki prispeva k harmoniji, takrat, ko imate delavnico v Tolminu. Če sem prav pogledala, ja, tako. Takrat je od 20. do 29. januarja, skoraj do konca, in pravi, da je to karizma, lepota, estetika, Venera je boginja plodnosti, se pravi v vseh pomenih, tudi naših plodnih idej. Prilagajanje je potrebno. Pa tudi tečaj hujšanja se takrat začne. Zanimivo, ja, čeprav Venera zelo rada je, a ne? Ja, rada je. No, bo pa ugotovila, kdaj bo jedla, pa kaj bo jedla. Fertik. Odlično. Tanja, vsi tisti, ki bomo letos uporabljali Feng Shui priročnik v obliki rokovnika, se mogoče zdaj malo lovimo, a ne? Kajti tole je novost, ugodna področja za aktivacijo in za dejavnost neprimerna področja. Tukaj vidimo tudi kakor nek tak kompas. Kako se to uporablja? Vedno postavimo kompas na center stanovanja, prostora, hiše in določimo, vsi vemo, kje je sever. Če pogledamo v brskalnik Google, vidimo na vseh zemljevidih, sever je vedno na vrhu. Se pravi, iščemo, kje je sever pri naši hiši in določimo ta področja. Tukaj so zelo natančne stopinje, kje naj se ne bi renoviralo. Pa zdaj bodo rekli, jaz pa ne rabim tega rokovnika, tega priročnika, saj ne mislim nič prezidavati, ne mislim nič oken menjavati, vrat in podobno. Ja, kaj pa mogoče bomo pa nov jogi dali v spalnico, pa če je spalnica ravno takrat na severozahodnem področju, ni ugodno in ne bomo v pravem času v ritmu z naravo in z energijami. Zato je vedno pred vsakem mesecem je ta Feng Shui kompas, kjer lahko točno določimo področja.
je pa tudi zraven napisano, kaj je potrebno aktivirati, kaj je tisto pozitivno, kar lahko izluščimo. In to so akademski dosežki, publiciteta in pa študij. Odličen čas za tvojo delavnico. Odlično. Tina, ko prihajajo ljudje k tebi zato, da si naredijo vso to karto, jim poveš tudi tranzite, ki jih čakajo v letu 2019, kaj ne da? Ja, pogledamo vse, pač njihovo natalno karto in kako je trenutno v tranzitu. In potem vse skupaj, eno čez drugo se preslika in dobimo bolj to odgovor, ko me vprašajo. Jaz jim pač bolj svetujem, kaj bi bilo za njih dobro, kaj ne. Vsak sam mora sam na koncu narediti, ampak zato, da ti nekdo osvetli pot, da ti pove, kaj je dobro, kaj ni, kakšen je karakter, zakaj se trenutno tako počuti, meni se zdi to super. Vse osebe, ko pridejo k meni po pomoč, po nasvet in pogledam, ki imajo tranzite, v katerem obdobju se trenutno nahajajo in potem jim svetujem, kaj je za njih v tem obdobju najbolj pomembno. In jih opozorim, kdaj pa recimo kakšna stvar ni dobra. Se mi zdi, da je to pomembno, da se zavedamo, da je za vsakega drugače. Ampak kaj pa mene zanima, ali bo januar s svojimi energijami podprl vse, kar smo si zadali, ali bomo padli na realna tla, pa bomo ugotovili, da smo filozofirali, pa fantazije si delali? Ja, oboje je možno, kakor pri komu. Res ne bi upala posploševati. Novo leto je na splošno v znamenju širitve, ampak da razširimo to, kar nam gre že dobro, to, kar že znamo. Pa kile tudi? Ja, žal, če radi jemo, bo lahko tudi to na preizkušnji. Ko pride recimo nekdo k meni, ki me rabi, najprej pogledam, kako je on pripravljen nekaj razširiti. A ima to samo v svoji iluziji, a je sploh pripravljen pluniti v roke po domače pa primiti za delo, ali ne. In če ni, ga probam spodbuditi k temu. Celo lahko rešujemo. Se zgodi, da se da diagnosticirati, katere probleme ima, da ga zapeljejo stran od tega, da bi imel iluzijo, da ne živi v iluziji, ampak da bi živel v svoji viziji. In tako da, če grem zdaj tlele na splošno za javnost, bi rekla, važno je, da imamo naše cilje, ki jih razširimo v prvi tretjini, v drugi tretjini meseca, imejmo tisto moško energijo, akcija, pogum, razum, osredotočenost, fokus jasnih misli, nič preveč. In na koncu poglejmo, ali je to tisto lepo, kar sem si zadal za cilj, a prispeva k lepoti, harmoniji, se pravi, a je to tisto plodno na dolgi rok v smislu Venere, a ne? Bravo, bravo, odlično. Krasno, drage dame, a ne? Zdaj sem glih kar dojela, ti si s Tolmina, primarno, Sežana in Postojna. No, tam, recimo, a ne? Sem vedela, da moram jaz biti Štajerka, da malo držim tole ravnovesje, pa tale balans kot takšen. Veselim se, tudi februar, marec in tako naprej bomo napovedovali, pomagali nam to ljudje, pišejo, aha, lažje je, če si pripravljen. Sploh tile mrki znajo tudi na spanje vplivati? Tudi. Spanje, na čustva, živčnost, nepotrpežljivost, vse tu vpliva. Odlično, najlepša hvala vsem trem damam. Takole, evo, ja, tale Venera, pa tale širitev, pa decembra smo ga že tako in tako biksali, mogoče je res zadnji čas, da se podamo na bolj zdrav življenjski slog in posledice le tega so tudi izgube kilogramov, ampak ne na telesu škodljiv in nasilen način, ampak na način, da sodelujemo s telesom, pademo v naravni ritem. Jelena Dimitrijevič o tem pripravlja nekaj tednov, torej tečaja, ravno zaradi tega, ker je toliko teh takih nasilnih načinov izgube kilogramov, ki je vsekakor v nasprotju z naravo, v nasprotju z našim telesom. Kadar smo v ritmu, takrat lahko marsikaj ustvarjamo. Še kakšna informacija na klepet@kavi.si ali pa preprosto 02 6200 230. Pogrešam to, naprimer, da ogromno radijskih postaj je, ki pa vrtijo nekako zelo malo slovenske glasbe, torej mislim na tekst.